Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v soorganizaciji z občino Slovenske Konjice je v torek, 30. oktobra 2012, v Domu kulture organiziralo prvo regijsko konferenco na temo Uveljavitev načela kratkih verig v sistemu javnega naročanja hrane in živil v javnih zavodih. Lokalna oskrba z živili in čim višja stopnja samooskrbe z varno in kakovostno hrano vedno bolj pridobiva na pomenu zaradi negotovosti pri globalnem zagotavljanju hrane. V preteklih letih smo pri nas temu problemu posvečali vse premalo pozornosti. Dodatna ovira je bilo še stalno krčenje obsega kmetijskih zemljišč na račun pozidave in zaraščanja prej obdelanih kmetijskih površin. Za populacijo prebivalstva, ki spada v tako imenovano ogroženo populacijo in se prehranjuje v javnih zavodih, se v skladu s slovensko resolucijo o nacionalnem programu prehranske politike v obdobju od leta 2005 do 2010 uporablja premalo hrane pridelane ali proizvedene v neposredni bližini potrošnika. Na vašem posestvu, je, bom rekla, tudi na tak način smo bliže k lokalni samooskrbi. Kaj točno vse predelujete? Ja, predelujemo sezonsko zelenjavo, se pravi, lahko tudi vidimo jajčevce, čebulco, rdečo peso, tudi prej v por. Sezonsko, no, tiskar je, ja. Je zanimanje kupcev za to domačo pridelano hrano? Ja, bi rekla, da vedno bolj, no, kar sem v tem poletju ugotovila, da je vedno bolj domače, doma in tudi glede prevoza, kratki prevozi, no. Zdaj tudi nekako javne ustanove naše se želijo bolj povezati s ponudniki domače, lokalno pridelane hrane. Si tudi vi obetate kakšno sodelovanje tukaj s kakšno konjiško javno ustanovo, ne vem, recimo domu starejših, šolami ali kaj podobnega, oziroma že s kom sodelujete? Še ne sodelujemo, ampak glede na današnji dan upam, da bomo dobili tudi kakšne stike, no, z javno upravo. Pa je recimo vaša, da rečem, zmogljivost, ne, pridelovalna, bi torej lahko dovolj pridelali s tem, da bi recimo kakšno šolo vsak dan oskrbovali z sadjem, zelenjavo? Ja, se pravim, letos smo imeli praktično na hektaru pa pol, naslednjo leto imamo na 4 hektarje, tako da bi se tudi setveni načrt delal glede strank, no. Se pravi, se širite? Se širimo, ja. Se tudi kaj povezujete z drugimi pridelovalci iz tega območja? Trenutno še ne, no, zdaj smo bolj na svojem in tudi svoje prodajamo. So tukaj bile kakšne želje ali mislite, da bi bilo boljše, da bi nekako združno nastopali, povezani na trgu? Sigurno bi bilo boljše, da bi se združili kot kmetovalci in se tudi prodajali v skupnem, ja. Za začetek reševanja dane situacije je bila na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje imenovana medresorska delovna skupina iz 7 ministrstev, da pripravi podlago in pogoje za uveljavitev načela kratkih verig pri oskrbi prej navedene populacije potrošnikov in drugih naročnikov javnega sektorja s hrano in živili. Regijske konference na to temo so zaključni del aktivnosti te delovne skupine, kjer se predstavljajo smernice, ki jih je delovna skupina oblikovala za naročanje hrane v javnih zavodih, praktične izkušnje naročnikov in možnosti dobaviteljev hrane in živil. To današnjo konferenco organizira občina Slovenske Konjice, regijsko, ne? Kako to, da ste se odločili za organizacijo in kaj si obetate od današnje konference? V bistvu je prišlo do sodelovanja med Ministrstvom za kmetijstvo in okolje ter konjiško občino ravno zaradi tega, ker sem jaz tudi po stroki agronom in na osnovi tega poznavanja tematike smo že pred časom z gospodom Kočarjem se pričeli pogovarjati, kaj pravzaprav manjka v kmetijstvu v našem slovenskem prostoru in nekaj letne ideje so na koncu rodile sad v obliki današnjega prvega regijskega posveta, kjer je osnovni namen, da spomnimo naše občanke in občane, predvsem pa naše pridelovalce, da imamo izvrstne pogoje za življenje, tudi za pridelovanje hrane, pa vendar smo teh domačih hrani dajali premalo pozornosti in tudi v samem sistemu javnega naročanja hrane in živil so bile nekatere pomanjkljivosti, ki so onemogočale, da bi hrana iz domačih vrtov in polj prišla na naše krožnike.
zdaj mogoče tudi v tem lokalnem okolju, kjer bolje poznate, da rečem, prakso, ne, je še nekaj težav, mogoče kako lahko tudi občina spodbudi pridelovalce, da se odločijo zopet znova, no, da bomo malo to lahko samooskrbo povečali. V prvi vrsti je naloga lokalne skupnosti, da zagotavlja pogoje, da je takšen način seveda omogočen. Osnovna naloga občine pa je tudi samo izobraževanje pridelovalcev, lokalnih pridelovalcev in pa spodbujanje k temu, da se bodo znali povezati, kajti mi imamo po mojem vedenju kar nekaj znanih ali pa velikih pridelovalcev kakovostne domače hrane, pa vendar se ti ne znajo povezati v celovit sistem, ki bi zagotavljal celovito oskrbo, predvsem pa, da je ta oskrba traja dlje časa. Nismo prišli dosti dlje od te sezonske ponudbe in mi bi radi seveda z takšnim srečanjem in podobnimi, kot je današnji, spodbudili, da bi se znali organizirati tako, da bomo imeli neko stabilno ponudbo domače, zdrave in tudi s tem kakovostne prehrane. Vse zbrane je najprej pozdravil Miran Gorinšek, župan občine Slovenske Konjice, in jim zaželel uspešno delovno torkovo dopoldne. Spoštovane gospe in gospodje, prisrčno dobrodošli v Slovenskih Konjicah, v občini Slovenske Konjice, kjer sami sebi smo dali naziv, da smo mesto cvetja, vina in jaz temu dodam tudi prijaznih ljudi. Za lažjo predstavo, naša občina, videli ste vmes na tem slajdu, meri nekaj manj kot 100 kvadratnih kilometrov po površini in tukaj živi približno 14.500 prebivalcev. Lokacijsko oziroma geografsko pa smo umeščeni približno na pol poti med Celjem in Mariborom, kar pomeni na Štajerskem, kjer so tudi sicer izvrstni pogoji za življenje in tudi za pridelavo domače hrane. To dejstvo nam dostikrat povedo tisti, ki pridejo k nam na obisk iz tujine, ker nimajo povsod takšnih pogojev za življenje in za delo. Pa vendar imam občutek, da se včasih sami premalo zavedamo, kakšne naravne danosti imamo, predvsem pa se premalo zavedamo, da imamo v naši sredi precej ali pa ogromno pridelovalcev različne vrste hrane, domače, kakovostne, pa vendar ti ne znajo nekako najti skupno pot, skupni imenovalec, da bi pričeli to hrano tudi ponuditi ostalim, se pravi, manjka nam trženje. In manjka nam tista samozavest, da je naša domača hrana boljša od tiste, ki se valja na nekih dolgih transportnih poteh v teh velikih trgovskih centrih, ponavadi z zvenečimi imeni. In jaz sem izjemno ponosen, da smo ravno v Slovenskih Konjicah imamo to priložnost, da smo skupaj za Ministrstvom za kmetijstvo in okolje, z gospodom Kočarjem in njegovimi sodelavci, že pred časom pričeli snovati to regijsko srečanje. In na tem mestu hvala Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, ministru Bogoviču, gospodu Kočarju in njegovi ekipi, da smo skupaj pričeli vrteti to kolo. Jaz temu rečem, danes je zgodovinski trenutek in verjamem, da bomo znali navdušiti naše pridelovalce hrane, da jo bomo tudi znali ponuditi in da bomo tudi mi, potrošniki, znali to ceniti. Samo tako se bo ta krog pričel vrteti in bomo nehali nenehno govoriti, kritizersko govoriti o neki krizi, pri tem pa sami ne znamo izkoristiti priložnosti, ki jih imamo. Želim vsem skupaj prijetno bivanje v Konjicah in pa predvsem uspešno delo danes in vse dni v bodoče. V vsebinskem delu so posamezniki predstavili svoje projekte. Matjaž Kočar iz Ministrstva za kmetijstvo in okolje je predstavil projekt kratkih verig v sistemu javnega naročanja.
Torej, gospod Kočar, danes boste predstavili projekt kratkih verig v sistemu javnega naročanja. Se na tem področju obetajo kakšne novosti oziroma če lahko na kratko predstavite ta projekt? Ja, res gre za na nek način novost v slovenskem prostoru, kajti preko sistema kratkih verig smo predvsem želeli povezati na eni strani tako pridelovalce in predelovalce hrane, vključno z živilsko predelovalno industrijo, obrtniki, ki delajo na področju živilstva, seveda z naročniki, z odgovornimi osebami v šolah, vrtcih, bolnicah, domovih za ostarele, ker ocenjujemo, da je to ključen element v tej našem projektu, kajti medsebojno poznavanje je slabo in le na tak način bomo lahko približno 110 milijonov evrov, ki jih javni zavodi porabijo za javno naročanje hrane, pripeljali nazaj k tistim, ki znajo izdelati in pridelati kvalitetno hrano. Spravi, konkretni učinki tega projekta bodo kakšni in kdaj? Računam, da pravzaprav je danes nekako prelomni dan in upam, da bomo lahko uspeli od današnjega dneva naprej tudi meriti učinkovitost tega projekta. Se pravi, danes bodo že navezali stik s ponudniki, ne? Zdaj imamo v javnih ustanovah zelo nizek odstotek, da rečem, domače, lokalno pridelane hrane, ne? Res je, zakon o javnem naročanju je relativno kompleksen in povzroča kar nekaj težav, kajti najbolj enostavno je izbrati enega ponudnika, to so pa v glavnem veletrgovci, seveda s tem pa izgubimo predvsem domač produkt in pa seveda slovensko hrano iz lokalnega okolja. Mogoče želite zdaj ta delež seveda lokalno pridelane hrane povečati, za koliko? Absolutno, na nekaterih področjih je pravzaprav lahko oskrba skoraj da 100%, seveda nekje pa bo ta konferenca tudi povod, da se bodo lahko kmetovalci, pridelovalci usmerili in v bodoče nekako povečali svojo proizvodnjo in jo usmerili dejansko za te naročnike. Mogoče se komu poraja kakšen dvom v času vsesplošnega varčevanja v javnem sektorju, je pa ta hrana vendarle tudi lahko nekoliko dražja, čeprav definitivno se učinek gre v pozitivno smer, ne? Seveda, mogoče je dražje samo na prvi pogled, kajti če gledate, kakšen je kalo pri hrani slabše kvalitete, pravzaprav na koncu vidite kalkulacijo, ki kaže še vedno v plus domači hrani in seveda domače proizvodnje. Kdo bo zdaj izbiral ponudnike oziroma dobavitelje hrane? Bo to vsak posebej ali bo to, ne vem, bolj strani direktorata, nekak krovni zbor ali kako bo to potekalo? Ne, seveda naročniki še vedno ostajajo odgovorne osebe v teh javnih zavodih, mi pa seveda poskušamo ponuditi možnosti tako v konkretnih podatkih, kdo je proizvajalec in seveda dati tudi neke usmeritve preko smernic, kateri so tisti parametri, kriteriji, merila, ki jih lahko uporabijo za to, da pride do kvalitetne hrane, ki je pa še vedno lahko konkurenčna. Spravi, sistem kratkih verig ste to poimenovali, ne? Je tu kakšen radij, koliko kilometrov od tega javnega zavoda naj ljudje dobijo dobavitelje? Zelo težko je govoriti to v kilometrih, ampak lokalna oskrba dejansko pomeni oskrbo, ki jo lahko pripeljemo iz enega konca Slovenije na drugi konec Slovenije. Glede na to, da ima Slovenija dokaj nizko samooskrbo, je ponudnikov sploh dovolj, so lahko konkurenčni, lahko torej zagotovijo dovolj hrane? Lahko, mislim, da seveda so določena področja, kjer enostavno tega ne moremo zagotoviti, če govorimo o citrusih ali drugi živili, kjer je pač deficit na slovenskem trgu, izkoristiti pa moramo tiste možnosti, ki jih naravne danosti v slovenskem prostoru dajejo. Spravi, na katera živila tukaj najbolj pridejo potem upoštev? No, mislim, da lahko govorimo o mleku, meso, kjer bomo lahko, mislim, da zagotovili oskrbo v praktično 100%, tudi kar se tiče ekološke proizvodnje, seveda pa nas čaka še nekaj dela, predvsem na segmentu zelenjave, in računam, da z ustanovitvijo oziroma z pogodbami o dobavi čez daljši rok, da se bodo tudi predelovalci odločili in več prostora namenili predelavi zelenjave.